Živijo, jaz sem Zlatko in vi poslušate Radioaktivno. Ampak če se mene vpraša, jaz bi to vse ukinil. Spet je lep Zlatko z albuma Svet je lep številka 2. Zlatko, lepo zdravo, da je Radioaktivno po dolgem času. Pozdravljeni, hvala za povabilo, ampak vse ob svojem času. 2014 vas je srečalo v našem studiu, 2016 in ta zadnji je 2017 in to na Ljubljanskem gradu, če se spomniš. Točno to. Tako, še ta mala je bila moja zraven. Tudi to je res. Ena legenda slovenskega hip-hopa, Klemen. Samo ena. Ne, pa še ena. Pa še ena, kukor za koga, ja. Kukor vzamaš. In zdaj je tvoj svet ponovno lep? Moj svet bo vedno lep. Naslov tega albuma bi mogel biti Mir, ampak določena mlajša ekipa, ki je bila prisotna, je začutila, da je to vibe Svet je lep plata in pa so rekli, da ne bo Svet je lep 2. In sem rekel, ok, ne bo Svet je lep 2 v podznaku PIS kot Mir, ne? Ker nam je mir vsem še kako potreben, tako da to je to. Prvi Svet je lep pa že leta 2007. To je že dinozauri. Ne, hecam se. Ne. Dobra plata, še danes si ljudje zaželijo slišati pesem, kakor je Moj zaklad, kakor je Prehajam. Cel kup lepih pesmi je gor na tem albumu. Na nek način se mi zdi, da od večine artistov so te prvi albumi nekakih najbolj zaznamujejo. Če jih pa ne, pa so pa naredili nekaj narobe. Veš, da si takrat imel 19 koščkov na albumu skupaj s Kiti, danes jih imaš 15. Ja, takrat sem govoril preden sem razmislil. Jezik je bil hitrejši od možganov. Danes se ti to več ne dogaja? Seveda, da se, sam pač probam to malo kontrolirati. Na kak način? Pa tako, da malo manj govorim, oziroma govorim sam takrat, kad me kdo kaj vpraša. Ali so tudi to izkušnje iz preteklih let? So, ja. Da si malo dobil po zadnji, če tako rečem, po prsti. Prsti, peta, tla, elastika. To je moja generacija, tako da ja, pač človek se uči celo življenje in jaz kot posameznik bom vedno poslušal svoje srce, sledil svojem srcu, zdaj pa kako to družba sprejme, pa več ni na meni. Tako da zdaj pred kratkim sem objavil eno zelo zanimivo zadevo med treningom, ko skačem kolebanco in sem rekel, hvala kritikom in tistim, ki me podpirajo in mi dajo pozitivne kritike. To pomeni, da samo potrjujejo to odrekanje in ta čas, ki ga človek porabi za ustvarjanje in te na nek način še motivirajo, da postaneš še boljši. Hvala pa seveda tudi kritikom, ki znajo biti nesramni, žaljivi in tako naprej. Ker oni pa na ta način sploh se ne zavedajo, da perejo dol moje grehe. Tako da v vsakem primeru, ko imaš tak mindset, je to. Je svet lep, ne? Kaj ti vedno lepši je, če si misliš? Svet je zelo lep, to pa, da smo ljudje nepremišljena bitja, takšna in drugačna, 100 ljudi, 100 čudi bi rekel, ne? In ne bomo ravnali krive mure. Druga, ki jo spuščava z tvojega zadnjega izdelka, bo Zlati funk. To je preteklost. To je nek Zlatko, ki bi ga najraje kar tam pustil. Kje? Pa tam, to je ta funky Zlatko, to je ta glasba s krili, ki je še kako zanimiva. In Zlati funk je ena pesem, ki se zmer pokaže, iz kje so moje korenine v smislu glasbenega bita. Ne? In jaz vedno, ko bom slišal to vrstne podlage, glasbo, bitene, me bo vedno zatresel in bom vedno začutil to neko vibro oziroma vibracijo, ki mi odgovarja. Radioaktivno. Zlati funk in Zlatko vdaje Radioaktivno. Zlatko, če se spomnim, prav si mi v enem intervjuju dejal, da več ne boš izdajal albumov. Res je. Sedaj pa si me že dvakrat presenetil. Tako, jaz se presenečam očitno. Takrat po Julian Mak, ne, oziroma pred Julian Makom sem imel tako eno življenjsko težko izkušnjo, katero sem, hvala Bogu, prežvečil in sem šel naprej po enem letu borbe s samim sabo in z anksioznostjo in verjetno z depresijo in verjetno z vsem tem, kar si lahko ljudje predstavljajo. Verjamem, da imajo še danes ljudje borbe vsakodnevno, zelo veliko ljudi se s tem sooča in zato sem tudi naredil, takrat se mi je vse zagabalo in sem rabil mir in sem hotel nehati ustvarjati in sem bil trdno prepričan, da ne bom več ustvarjal. No, pol pa glej hudiča in fantiča, ki iz police vzame knjige od Cankarja in jih začne listati in mu potem nekdo pove, da že 100 let nazaj in 300 let nazaj in Prešeren 500 let nazaj so si razbijali glavo s podobnimi stvarmi
s podobnimi vprašanji. Dejstvo je to, da se ni kaj preveč spremenilo razen tehnološkega nekega napredka in potem sem rekel, ok, zdaj pa zber pogum, naredi še album Julian Mak v Cankarjevem duhu, na katerega sem zelo ponosen in gor je tudi pesem Izgorelost, katero bi recimo izpostavil v tem trenutku iz celotne recimo moje kariere bi to pesem izpostavil, ker to ni navadna pesem, to je pesem, ki lahko ljudem sporoči, da niso sami v temu in verjetno, da niso zadnji v temu in da bo na koncu prišlo vse na svoje, ker vse te preizkušnje, kateri nas doletijo kot posameznika, nikoli niso toliko močne, da ne bi mogli z njimi se soočati. Tako da samo potrpežljivost je potrebna. Ni enostavno, res ni enostavno. Jaz sem bil še toliko trmast, se veste, iz filma Outsider, ne, tablete so zažene, ne. Jaz nisem hotel vzemati nobenih tablet, da bi si olajšal te zadeve, ampak sem šel na trdo zadevo, ne. Hardcore. Ti je dal potem Cankar misliti? Cankar me je odprl. Cankar je v bistvu posledično krivec, da sem potem po Julian Maku to vse, kar je sledil v tistih časih zapiranja in kratenja človekovih pravic in tega. Sej, če ne bi jaz takrat toliko padel noter v Cankarja, verjetno ne bi niti odreagiral na tak način, ampak to zdaj ni tako, da se jaz vlečem ven, ampak kad ti Cankar reče, recimo, tudi ko vzamete vso perje temu jastrebu, bo še vedno ostal jastreb in nikoli ne bo postal golob. In zdaj jaz, ko to preberem, mene odpre in jaz to zagriznem in jaz to živim. Zdaj pa, a to družba sprejme ali ne, to več ni na meni, to več ni moj problem. Ne? Tako, enostavno. Potem pa vseeno prišla svoboda. Svoboda pa neke spovede. Ja, svoboda je bila pa klasična spoved. Svoboda je bila klasična spoved, ker nažalost so bili takšni cajti, da nisem imel drugih virov, niti priložnosti, kjer bi lahko tudi jaz povedal svojo zgodbo in tisto, kar najbolj znam, sem se usedel in ustvaril. In tudi ta plošča je zanimiva sama po sebi. Res, da nikoli nisem kaj preveč niti nastopil, niti ne, ampak to se je moglo zgoditi, to je moglo tam ostati, ta pika je ostala za zgodovino in morda čez nekaj let, čez nekaj časa bo pa še komu drugmu prišla prav, tako kot je meni prav prišel Cankar. Zanimivo je bilo, če bi to kdaj povedal v cerkvi, na prižnici. Jaz sem tako kar cerkveno bitje, no. Sam vem, da me ljudje označujejo kot hudiča, ne, ampak dejstvo je to, da sem cerkvena miš, ne, pa da čez kolpa pa te stvari, pa to meni vse nekako smrdi po gnoju. Jaz res sem nekako, nisem najgori, jaz pravim najgori, ne, ker dejstvo je to, da če lahko povem, vse te zgodovinske osebnosti močne, katere so zaznamovale človeštvo in preteklost našo in tako naprej. Logično je, da črpam inspiracijo od njih, ne. In vse, karkoli bi rekel, nasprotno od tega, bi se zlagal. In je pa res, da je tudi ta odločitev stvar posameznika. Jaz nikoli nisem imel tukaj teme neke tabu, da ne bi o tem upal javnost pregovoriti. Zavedam se še kako dobro, da živimo v takšni družbi, ki je prva, ki je treba kogarkoli obsoditi in zadnja, ki je treba recimo komorkoli pomagati, ne. Pa ne mislim zdaj na vse. Govorim samo o te, ki so najbolj glasni, ne, znajo biti tudi ponavadi glih kontra od vsega tega, kar pravijo, ne. Tako da, ampak, ja, Jezus živi v meni. Mislim, brez heca. Pa verjetno tudi Katrina. Mene so res križali, ne. Dobesedno. Ampak Katrina je pa ta naravni pojav, ne. Je pa tudi ena taka lepa poletna pesem, vredna poslušanja. Erik Felicijan je gost. Erik je super fant iz Celja, to ta ljubljansko-štajerska naveza, ne. In moram povedati, da je eden izmed top 5, če ne top 3 mlada vokala v Sloveniji. Je pa res, da bi si želel njega slišati še na večjih komadih, ker ima fant vse, kar rab, da lahko postane nek prepoznaven lik na domači sceni. Živo, tukaj je Zlatko, upam, da se slišimo. Dame in gospodje, poslušate Radioaktivno. Zlatko z mano oddaja Radioaktivno, Svet je lep 2 album, ki ga vrtiva. Zlatko, z tega albuma si že 6 skladb izpostavil kot single. Madonna. Pričel leta 2022 z Iskro. Je bila Iskra tista iskra? Iskra je še ena
funky zgodbica. Iskra je tako lepo v tretjem delu. Plešika ostaneš sam, plešika vse se podre, plešika imaš težek dan, plešika da trese potres, plešika je prazen klub, plešika je prazen žep, plešika obstaja up, plešika je iskra v tebi. Mislim, da sem vse povedal. Vmes pa je bilo še nekaj skladb, ki pa jih ni na albumu. Opa. Naprimer, Sabur, Intuicija. Kje pa so te? Te so pa samo singli, katere smo pač posneli in vredni poslušanja. Tega Sabur smo šli celo v Maroko snemati in lepo je potovati, lepo je imeti to možnost, da lahko združiš prijetno s koristnim, ker tudi potovanja so na nek način isto kot knjige. Enostavno, jaz se ne spomnim, da bi kjerkoli bil, pa da me ni odprl. Pa če grem mogoče samo, ne vem, na Dunaj, pa me bo tam neka strela zadela. Kaj šele, ko zamenjaš recimo kulturo in način življenja, razmišljanja in tako naprej. In potem, ko prideš med ljudi, dejansko med beduine, ki živijo skoraj da iz nič, ne. In potem si rečeš, ja, jaz sem samo potnik in hvala, zadovoljen s tem, kar imam in zavedam se, da ta voda v kotličku, ne, jo lahko pijemo, ne, in nismo hvaležni za to, da s tako čisto kristalno jasno vodo splahnjujemo, ne, svoje iztrebke. Tako da že to razmišljanje, da bi se vsak pri sebi vsakodnevno vprašal, bi lahko rekel, ja, v bistvu dobro nam je, ne, ker ni slabega miru in ni dobre vojne. Nekaj skladb si sedaj predstavil tudi v srbo-hrvaškem jeziku, kako to? Jaz ne vem, če obstaja zdaj že srbo-hrvaški jezik. No, mislim, za nas, ki smo bili v tistem prejšnjem sistemu. Tako, ampak jaz bom kratko rekel, Srbi imajo svoj srbski jezik, Hrvati imajo hrvaški jezik in jaz to spoštujem. In prav je pa tudi, da se pove, da pač imajo tudi bošnjaki bosanski jezik. Zdaj, in črnogorci črnogorskega. Ja, jaz nimam s tem težav, ne. Makedonci imajo makedonskega in Makedonci so za mene isto narod, kakor. Po drugi strani sem pa spet tak potnik, da me včasih ta nacionalna pripadnost, zelo tenka je linija med nacionalno pripadnostjo pa zavedanjem tem, pa med tem, da rataš lahko hitro, da kažeš s prstom na nekoga drugega in tako naprej. In potem jaz hočem biti svoboden od vsega tega in vedno ponavljam, da je poanta biti človek in naj naša dejanja govorijo za nas, kdo smo in kaj smo, ne pa imena pa priimki, ker dejanja so tista, ki štejejo v realnem življenju in svetu. Četrta, ki jo spuščamo, bo Ostajam. Wow. Leta 2007 smo izdali single, eden izmed prvih, za ploščo Sveti lep Prhajam, in potem zdaj leta 2024 novembra je bilo pa ta A gdje pečat, ne? Je pa to varianta Ostajam. Isto zelo taka, kar ne bom rekel, malo taka krvoločna pesem. Ja, za marsikoga. Za vampirje. Jaz imam raz vampirje. Dokler ne pijejo mojo kri. Naj gori. Oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Ostajam in Zlatko ostaja v oddaji Radioaktivno. Svet je lep 2 prinaša 15 skladb, slabo uro glasbe si tokrat ponudil, kar je veliko materiala za današnje glasbene razmere. Pa to bom tako rekel, to ni nič kaj takega, to je enostavno. To vzameš ta program AI, napišeš noter, dajte mi napisati tak besedil, dajte mi posnet spot. To danes pocen, to ni nič, to je vse skupaj neko zabušavanje, bi jaz temu rekel. Jaz bi to ukinil. Zaprl bi te studije po Sloveniji, kjer se te ljudje ukvarjajo s to vrstno glasbo. Tudi slikarje razmišljam, da zdaj to, kar oni rišejo in stvarjajo in kako si oni zdaj to predstavljajo, to novodobno umetnost, jaz bi to vse zradiral. Jaz bi to vrnil nazaj, kot je bilo včasih. Tako res, celo izklopil bi razmišljal, da bi izklopil internet. To je njihov cilj, ne. Slednje si povedal največjo grešno misel v zadnjega časa, izklopil internet, ja, je pa vse 3/4 civilizacije se zmeša. Jaz bi bil res rad tako sarkastičen na momente in užival enostavno ta intervju in ne bi bil rad tak, kakšen ga me ljudje pričakujejo, ne, ker na vse zadnje
tudi če sem tak, kot oni hočejo in pričakujejo, da sem, na koncu dneva me vedno pošljajo, da se vrnem tja, iz kjer sem prišel. Tako da, vse pravim, nož se lahko uporablja za dve stvari. Za odrezati kruh in namazati gor puter, ali pa za narediti kakšno neumnost. Zdaj pa samo stvar posameznika, kako uporablja stvari. Ali je zdaj to studio, ali je to zdaj slika, ali je to zdaj internet. In ja, ne moramo kriviti niti studija, niti slike, niti interneta, niti čopiča, ampak samo osebo, katera s tem operira in na način, kako operira. Skratka, če sem lahko politično korekten, svet je lep in vse, kar potrebujemo, je mir. Peace. Glede na povedano na začetku, pa mislim, da boš naslednjo skladbo res ustvaril z umetno inteligenco, kaj ti producenta sta tu zraven in sta to slišala. Aha. Kako ustvarjate? Samo nekam tiho sta bila. Pa fantje mi se poznamo že zelo dolg. Z Mihatom smo se zdaj ful tako povezali. Ja, ker je fora, da je Miha tudi zelo poslušal kot mlad prve plate, recimo Svet je lep, Zlatko in prijatelji, Svet je lepši in tako naprej. Dinzo je pa od Mihata brat. Mislim, nista brata po krvi, ampak tako, pač brata sta. Ja. Mogoče sta brata po, ne. Brother from another mother. Ja. In z Dinzotom sva pa isto se pridružila zelo dolgo. Spoznala sva se pa drugače na nogometnem klubu Slovan, kjer sem jaz pred vstopom v Big Brotherja treniral v 3. liga, je bila takrat, ne? Ali 4. 4. pa smo hoteli priti. Pa dajmo reči. Zdaj smo bili slabi. Ja. No, v glavnem, šumska liga. ne, pa dobro. Pri nas rečejo koruzna liga. Koruzna liga, pa nič narobe s tem, v glavnem ambient vrhunski in jaz še danes v bistvu tam je hotel igrati fuzbal in smo ga upisali v Slovana. Zaradi tega, ker jaz imam to neko tradicijo, to neko vez. Razumem, da je danes to vse drugače, se gleda šport, da je to vse povezan s financami in tako naprej. Ampak smo določeni posamezniki, ki še vedno morda slepo verjamemo, ampak je lepš mogoče slepo verjeti v to neko pozitivno idejo, kakor pa pač se spremeniti v nekega klasičnega kapitalista in človeka, ki išče samo korist in ki je bolj od njega, bla, bla, bla. Skratka, Dino in Mihče sta kriva za zadnja 2 singla, ne bi rad sploh omenil, zakaj se gre, ne? Ampak dejstvo je to, da je Dino bil tudi prisoten in pri Plečnikova roža albumu in pri ogledalo kritikov. Kje še Dinzo? Je bilo še kaj? To bilo to. Ta štemanja, ki so se dogajala v preteklosti, ne? Zdaj imamo pa pač neke... In je tako bilo, da v bistvu nič nismo planirali, smo bilo konstantno na vezi, skozi vsa ta leta smo vedno ohranili stike. In zdaj, ko je bila pa taka situacija, smo se pa parkrat srečali in tako in pol naprej, ker smo rekli, da bi naredili nekaj tega malo bolj modernega sounda, smo se dobili in smo naredili to, kar ste lahko slišali. Ne. Tako da... Zaenkrat še ni AI, ampak... Ni, ne. In je I, him and... Edini AI, ki ga poznamo, še zmeraj je Allen Iverson, sem to bi rad povedal. Tako. V naši koruznici. Tako. Glasba, naslednja bo Iskra, ki so jo že omenila, tako da kar igra. Iskra je Iskra. Ejo, tukaj Zlatko, ljudje moji se slišmo. To, kar zdaj le poslušate, radioaktivno. Iskra in Zlatko z albuma Svet je lep 2. Zlatko, na začetku si dejal, da je to album miru. Mir, rdeča nit. Res je, tako. Vse skladbe povezuje. Večinoma, vse na konc dneva človeka pogleda, kaj je tisto, kar ti najbolj paše po vseh lepih, delavnih, takšnih in drugačnih situacijah v življenju, tednu, mesecu, letu, je v bistvu mir. Mir je tisti, ki prideš zmatran ali po službi, ali po treningu, ali po učenju, ali po čemorkoli, karkoli si počel. Je v bistvu pa res najboljše zdravilo na nek način, je ta čas zase in ta mir. Je pa res, da se mi zdi, da je ogromno število ljudi, ki je navajeno že ne meri jim je rad to na nek način enostavno rabijo ta šunder, ne. Jaz vem po sebi, da še danes, ko je tako, ko imam recimo obveznosti sestanke untret in čez dan, ko je dosta akcije in to se potem kar zgodi, da se tudi po 3 kave znajo spit, ne. In pol včasih enostavno človek se mora odmakniti, odklopiti in si najdem še danes eno klopco
in izkoristim ta moment in najdem ta svoj mir, ker pač ne bi se rad vrnil več tam, kjer sem bil, ne, tam, o čemer smo prej govorili, tako da to je to. Je potem ta mir bolj fokusiran na posameznika ali mir tudi v globalnem smislu? Sej posamezniki lahko, vsak posameznik vpliva na globalno. Tako da, če dosežemo posameznika in potem lahko delujemo tudi globalno. Spet se sliši, tukaj bi izpostavil Rumija, ki je rekel, ne bodi kapljice v morju, bodi morje v kapljici. Spet se sliši tako pravljično, ampak ja, jaz se strinjam s tem in verjamem v to. Čeprav danes, če pogledamo v tem globalnem svetu, pa globalno sliko, vidimo, da mir še kako potrebujemo, glede na vse konflikte na vseh koncih in krajih. Še posebej, če se zavedamo, da odkar obstaja svet in odkar po njemu hodijo ljudje, da res, kot kaže zgodovina, da nikoli ni bilo miru. Mogoče je to bila napaka v evoluciji, ko je bil nabiralec in lovec, moral ostati samo nabiralec. Požigalec. Najgori. Ne. Ker lovec je dobil orožje. Tako, ampak ponavljam še enkrat, posameznik je tist, ki lahko naredi veliko več, kot se dejansko zaveda, tako da to je to. Naslednja bo Miren dan. Tukaj pa imaš sodelovanje, kot ti vidim. Ja, ful lepa pesem. To je to. To vrstne pesmi so dokaz, da enostavno človek ustvarja tist, kar njemu leži, kar njemu paše, takrat, ko njemu paše in je na nek način samo preslikava nekega življenja. In ljudje smo si pa tudi dosti podobni v nekem vsakdanu, ne. In zato se tudi lahko potem ljudje prepoznajo noter v to vrstnih komadih, ne. Tako da ja, zelo lepa pesem. Ko mi čakam, da jo slišimo. Miren dan in Zlatko. Miren dan. Upam, da bo tak tudi ostal in da bo čim več takih dni mirnih, seveda. Ko pogledam naslovnico tvojega albuma, vidim, da si zelo srečen. V cvetju, na kolesu. Imamo še eno pesem isto, ki se kliče Na kolesu, tako da ja, jaz sem večino svojega časa preživim kar nekih 7-8 mesecev na kolesu, tako da uživam, res, vožnja me sprošča, kakor bi rekel, in spet ne rad samo neki gneči, ne rad poslušam to trobljenje, ne rad gledam te obraze, ki se recimo komu mudi, pa je gneča in enostavno nočem biti del tega, ker obstaja rešitev, ne, in to je kolo. Tako da na kolesu bom pa izpostavil to, da tudi kakšni naši kolegi kolesarji včasih na kakšnih pestconah, ki začnejo cinglati z onim zvoncem, me spomnejo točno na ta lica iz tistih momentov, kjer je folk nestrpen in jaz jih razumem po eni strani, po drugi strani pa spet se vračamo k miru in vračamo se, da sami lahko vplivamo, da se izognemo to vrstnih situacij, katere nas pripeljejo v fazo, v kateri ne želimo biti, ne? Ker na koncu dneva vsaka pride domov se reče, mogoče res nisem rabil se zdret na ungalmu pa pokazati fakiča ali pa ne vem kaj, ne. Tako da ja, kolo je zakon. Kaj pa cvetje? Saj veste, kaj pravijo, ne. Vrtnica in trnje so ena celota. Zato si pelješ šopek vedno s sabo. Ne vedno, so pa rože najboljše orožje za vemo koga, ne, za ženske. Da potem ne ostanejo samo stebla. Debla. Ne, ja, ne bom rimil. Skratka, rožice so res vedno dobra rešitev za vse. In za okolico. Imajo nekaj. In za krize. Razen, če je oseba na drugi strani podlegla raznim promocijam in tako naprej. Kraljici sveta bo naslednja. Ja. 200 piše v naslovu. Ja. Katere? Tukaj je zelo, zelo osebna pesem, kako da to človek zdaj pojasne, ne. Najbolj, da si poslušalci sami preposlušajo pesem in mislim, da pesem že pove vse, kar je za slišati in povedati, ker na vse zadnje, na koncu dneva je pomemben, da smo, če se le da, absolutno in maksimalno iskreni. En do drugega v odnosu, mislim. Zlatko z mano oddaja Radioaktivno, Svet je lep 2 je album, ki ga vrtiva. Promocijo albuma uradno si že imel 11. novembra 2023, torej na naš praznik, tako rekoč Martinovo. Ja, res je. Kino Šiška. Kino Šiška. Odzivi, kot sem prav, pozitivne. Dobro je bilo. Lepo z bendom, tako kot se zagre. Moram pa priznati, da ja, pač
cajt gre, cajt tik taka. In zdaj le pred nami so tudi neki novi izzivi in lahko rečem, da tisti, ki so zamudili predstavitev albuma Sveti lep 2, imajo še zmeraj opcijo, da ujamejo 14.9. Križanke. To je velik izziv. Zelo velik. Še posebej za nekoga, ki ima dolg jezik na momente. Ampak ta jezik te lahko tepe ali pa tudi ne. Ja, ta jezik lahko tepe ali pa liže sladoled. Zdaj jaz najraje v miru ližem sladoled, ne. Sam, če mi pa kdo vstop na prste, potem zna pa tudi z besedam se postaviti za sebe, ne. Bo 14. septembra svet zelo lep v Križankah? Ali bo zraven tega še kaj več? Jaz mislim, da bo to kar ena taka, to bo nek glasbeno-kulinarični dogodek. Tam bomo tudi pekali. Ja, pa obračali bomo na žaru, pa vse to. Pa gorel bo. Vse prav. Naj gori. Ja, dajmo. Jaz enostavno, tako bom rekel, to ni bila moja ideja, to ni bilo moje videnje, stvari se dogajajo same od sebe. Mene so kontaktirali z določene ekipe in jaz sem najprej mislil, da mene vabijo k temu koncertu, kjer bo zraven ziher še 15 artistov. In sem rekel, ok, cool, ampak bom odpisal naslednji dan, ker sem imel že polno glavo in klicev in sporočil in mailov in vsega. Potem pa drug dan grem še enkrat brati za nazaj, kaj sem se, ne, in vidim, da je v bistvu zadeva tako postavljena, da je kar tako, wow, to pa ni mala stvar, ne. In jaz se zavedam, da ni mala stvar, ampak tudi mali ljudje imamo pravico sanjati o velikih stvareh. Tako da to je to. In če je kdaj cajt bil, ne, je to zdaj. Boš sam ali bo zraven tudi kaj gostov? Sam je dolgočasno. Vedno je lepš. 2, 3. 3, 4. To pa nisem še už. Ne, no. Vse se lahko malo hecamo. Seveda. Ker vem, da so ti se misli ušli v napačno smer. Ne, pa niso, v pravi smeri smo mi ostali. Ja, pri gostih je zdaj taka situacija, glede na to, da imam kar pestro izbiro nekih sodelovanj, ne, in teh komadov. In tukaj so tudi fantje, ki že v bistvu zadnjih 2 tedna samo razmišljamo o tem, koga, kako, zakaj, kdaj, na kakšen način. Se pravim, na srečo nisem sam v tem, ker je preveč stvari za enega človeka in jaz lahko samo rečem, da mi bomo dali vse od sebe, kar se tiče nekih luči in nekega zvoka na ljudeh, je samo, da pač po domač povedam prepoznajo in pridejo podpreti ta dogodek, ki se mimogrede kliče Prek Trnja do zvezde. Naslednja na kolesu, skupaj s Katjo Koren. Ja. Ona mislim, da sedaj kolesari nekje preko Luže. Ja, v LA-ju. Tako. Katjo sem spoznal že dolg časa nazaj. In se poznava in smo se vedno srečevali na raznih eventih, koncertih in tako naprej. In zdaj, ko je že toliko let minilo od tega, sva se srečala enkrat, ko je imela nastop v Pručku, v bistvu se skup tam nastopala in pa ko sva imela ta nek live moment in ni bilo nekega plana in sem jaz tudi v bistvu freestylu in skup sva prišla na neko tako linijo in sem rekel, Madonna, to bi čisto hud refren za komad, ne. In sva na koncu ne en komad posnela, ampak mislim, da celo 3. Trajal je, naredila sva, zadovoljen, hvaležen, ker je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo zgodila ta iskra. Tako da ob tej priliki jo pozdravljava, verjeten, mogoče pa bo slišala prek interneta, če bo poslušala. Seveda, lahko tudi preko YouTubea ali pa na podcastu, da je radioaktivno poslušala nazaj. Tako da v vsakem primeru sva pa ostala tudi na vezi, tako da se mi kdaj jav, res da je ta časovna razlika, jaz sem zato nekako mi je skosno, a je prej, ali je pol, a je noč, a je dan in vse pa ujameva. Plus 9 ur. Ja, ampak jaz čez en mesec bom mislil, a je minus ali je plus. Živel sem Zlatko in vi poslušate Radioaktivno. Držite glavo gor, svet je lep. Zlatko, album Svet je lep je šel še v fizični obliki, sicer kot knjižica. Tako. Poleg tega pa verjetno vse digitalne streaming platforme. Tako, ker pomembne so besedila, teksti, ki so ravno zaradi tega izdani v knjižici, ne. Kar se tiče pa CD-jev, je pa zdaj že taka situacija, da ljudje sploh nimajo več neke možnosti jih predvajati. So primeri, seveda nekdo še zmeri ima v avtu, jaz imam recimo še zmeri CD v avtu in še zmeri poslušam
Niko Solce, recimo, ponovadi vedno poslušamo, ker imam 2 plate od nje in se konstantno, ko se peljemo na kakšno daljšo relacijo, se to posluša. Sam vidim pa, da enostavno je šlo že. Čas je, kakor je bilo včasih plošča, pa je bila kaseta, pa je bil CD, zdaj je pač situacija, da lahko še zmeraj izdate ploščo, ampak plošča je kar velik zalogaj, tako da glasba je zdaj trenutno v taki digitalni obliki in še zmeraj pa ponavljam, za mene kot tekstopisce so tudi besedila tista, katera je smiselno dati zdraven. Se pravi, včasih sem naredil glih pri prvih ploščah, sem naredil to napako, da prve 3 ali 4 plate nisem dajal besedil zdraven. To je bila največja napaka. Pomeni, da ljudje še lahko preberejo, ne samo poslušajo. Oziroma lahko večkrat preberejo. Tako večkrat preberejo in potem lahko določene stvari malo lažje razumejo. Album je zunaj tako rekoč leto dni in odzivi so pozitivni, kot je brate, tudi kritike pozitivne. To je pa spet Koliko še sploh je kritike danes? nekaj, kar je za biti zadovoljen s tem, ampak ponavljam še enkrat, te hvale lahko človeka tudi uspavajo in mu dajo neko lažno sliko o njemu. Zato je dobro včasih sam s sabo se malo pogovarjati, ali to pred ogledalom oziroma sam s sabo se pač biti v stiku. Ne? In vse to lepo zgleda, pozitivne kritike, komentarje, tretje gor dol, ampak moramo ostati humble. Moramo ostati na realnih tleh, moramo se zavedati, da danes si, jutri te ni in lepo je uživati plodove tega, kar smo sejali, ne? Ampak še zmeraj pa moramo se zavedati, da smo na koncu dneva samo ljudje. Ne? Sam gremo, bo 9, ki jo bova zavrtela v radijskem delu pogovora. Wow, odlična pesem. Ob tej priložnosti bi pozdravil Evo Bevs. Eva Bevs je bila poleg Oto Pestnerja pevka, katera je v živo zapela, da sem jaz sam odprl usta in sam bil, no, wow. To se mi je zgodilo pri Rototu in pri njej. Ne rečem dostkrat tudi, ko se je recimo kaj tako ustvarjal pa snemal, ampak ona dva sta mi res pustila tako pečat, da sem sam rekel, to je pa res noro. Tak nek razpon, energija, vse to. Tako da sam gremo res isto še ena dobra pesem, kjer se spet v bistvu sprašujemo. In najbolj, da pesem pove sama zase, to je najboljši način. Oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Sam gremo in Zlatko, če diskografija oziroma splet prav štije, potem je Svet je lep že tvoj 11. album. 11., 12., 13., meni se zdi celo vse skupaj uradno. Prihaja tudi 14. Ja. Tako da ja, ni slabo za brezdelneža, no, moram povedati. Ja. Sedaj si zopet udaril z jezikom. Ja, moramo. Pač dejstvo je to, da na koncu dneva, če ne bi imel rad tega, kar počnemo, ne bi bilo takšnih rezultatov. In želel bi si, da več ljudi lahko ustvarja oziroma počne v življenju to, kar ga resnično veseli. Vem, kakšen je to privilegij, ampak včasih je treba tudi potrpeti, ne obupati, zavihati rokave, ne spati, se odrekati predvsem, ne, da pridemo potem v neko fazo. In mnogi, nažalost, si rečejo, Madonna, zdaj v ta album sem vložil toliko, nisem nič dobil nazaj. Ja, prijatelj, nisi edini. Tudi ostali ljudje imajo položnice, to je življenje. Ampak obstajajo tiste slike zelo enostavne, to so spet te umetniki, ki ne vem, kako jim to rata, ampak jaz bi to vse ukinil, no, ampak ta je res dobra. Obstaja slika, recimo, kjer nek rudar, recimo, kopa in išče neke dragulje, diamante. In ono kopa in obupa in se mu ne da. A v bistvu ti slike vidiš, da mu manjka samo še tistih mogoče Par centimetrov, tako je. Tukaj je potem ta razlika, kdor kopa še teh par centimetrov po temu, ki si že prekopan. Zlatko, imaš ob vsem naboru skladb kaj težav, kako sestaviti koncertni repertoar? Res je, vedno. To je pa najtežji del. Najlepši del meni je ustvarjati. Najtežji del je pa vse to, kar prihaja po temu. To so težke odločitve, ker najraje bi videl, da ljudje, kateri pridejo na koncert, da mi oni delajo playliste. Glasbene želje. Tako, pa ne tako zato, da bi plesal, kakor oni hočejo,
ampak enostavno, ker te velike materijale in mogoče bi mogel začeti delati koncerte, Svet je lep koncert, Zlatko in prijatelji koncert in takrat se ve, da se lahko pričakujejo te stvari. Sam to pa tudi ni, to je pa tudi preveč po šabloni. Še eno radijskem delu, to bo Ni mi žal, potem se preseliva še na splet, da še tam kako rečeva, ti res ni žal? Ne, seveda ne, ni mi žal. Pesem pove več kot 1000 mojih stavkov in nima nam za kaj biti žal. Še posebej, če se je že karkoli zgodil. Drugo je to, da mi zdaj nekoga ali izkoristimo, ne govorimo o temu, se pravi, govorimo o temu, da življenje samo po sebi in dobre in slabe stvari in včasih posameznik naredi kaj narobe in lepo je, če se iz tega kaj nauči in da odnese nek poduk, ne. Tako da, kar se tiče teh stvari, pa v komadu je itak tako vse lepo objasnen, da to so te komadi, kakor so recimo Ni mi žal, je tipičen komad, kakor recimo komad Tipa razmisel, ki enostavno pride iz nekje sam ven na list. In to je najlepši užitek ustvarjanja. Kako to opisati? Težko. Mogoče bi bilo kakšen umetnik, ampak tak, kaj meni, po mojem unem kroju, ne, tako, a veš, tak, da naš umetnik, ne, mogoče bi on lahko to lažje narisal, ne. Sam jaz bi vse, tako kar razmišljam, jaz bi to vse ukinul. To si danes že tako enih 2 do 3 omenil. Moram. Če mi grejo na živce, nič ne delajo. Mislim, nič ne delamo. Tako. Bojo ukinili tam hrano, kaj Ni mi žal, dava za konec radijskega pogovora. Zlatko, hvala, ostane še nekaj časa v naši družbi, kaj ti še na spletu rečeva nekaj besed. Super. Ejo, tukaj Zlatko, ljudje moji, se slišmo. To, kar zdaj le poslušate, radioaktivno. Hočem vedeti delavno in sem radioaktiven, freestyla, mečem rime, pa nikoli se ne silam. Ok, in Zlatko, Svet je lep 2 album, ki ga vertiva. Ena izmed aktualnih tem nekaj let nazaj, ne tako dolgo, je bila Zlatko aktivist. No, res je. Če sem aktiven, se veš, zato sem tvoj gost. To je res, ja, ampak aktivist v drugačnem smislu. Pa, Si se danes malo umiril? pa ne, da sem se Ali ti je umiril. kaj žal? Ne, ni mi žal. Pač ne morem reči, da mi je žal, ker je bila res dobra izkušnja. Oni so mene resetirali, oni so mene osvobodili, ker vse tist nekih privilegijev, kateri so dani ljudem določenim na sceni, ne. Dej, če so to meni dali zato, da jaz ne razmišljam svojo glavo, pol hvala lepa, raj imam svojo glavo, kakor neke privilegije. Ker na koncu dneva življenje prehiter mine in sem se pogovarjal, celo ne bom imenoval gospoda, ne, ampak z enim starejšim gospodom, da pravim, imajo ga radi, ker je naš. In mi rekel, škaj ta mal, ne, kad tebe gledam zdaj in kad te spremljam, ne, veš, da mi je žal, da nisem nikoli tako jasno in direktno med rogove postopil, kakor ti to počneš, ne. Jaz rekel, hvala, že to, da ste mi vi to povedali, ne, se šteje kot to, da nekaj delam prav. Taka persona. Ampak na srečo ponavljam še enkrat, to je preteklost, iz katere sem se jaz veliko naučil, ampak mene zanima sedanjost in gledam v prihodnost, ne bom pozabil, ne bom pa to sabo vlekel, ker res nima smisla. Ker mi je, kot sem rekel, naredili smo Plato Svoboda, gor je vse, čez 20 let, če bo kdo poslušal, bo lahko slišal kakšno sočno, ne. To ni moj cilj. Si pri tem ugotovil tudi, kako je človek hinavski, ko te po eni strani podpira, po drugi strani pa blate? Pa iskreno, to so ljudje, danes te imajo radi, pa te nimajo, pa te imajo spet radi, pa te spet nimajo. To je tako, kot pri vseh stvarih, kruha in iger. Jaz sem bil neko, kako se reče po naše, neko žrtveno jagnje ali kaj. Ampak jaz nisem sebe imel kot žrtveno jagnje, jaz sem sebe imel pač kot samo potnika človeka, ki koristi svobodo govora in seveda pod to vrstnim pritiskom, katerega si marsikdo ne more predstavljati, včasih gre korak dlje, kakor se od njega pričakuje, ne. Tako da, izkušnja je bila super, pa to morate vedeti, da je bilo takoj po neki borbi s samim sabo. To normalen človek noben ne bi naredil. Potem, ko si se komi zvlekel, ko si se komi sestavil, zbral energijo, posnel ploščo Julian Mak in pa pride to. In ti rečeš, zakaj spet ti, a ne bi tudi kdo
In jaz, če bi čakal, nikoli ne bi ustvaril danes. Če bi jaz čakal na druge, nikoli ne bi ustvaril toliko albumov, kolikor sem jih. Tako da jaz ne bom čakal na druge. Tudi če bus zamuja in če jaz rečem, da gremo peš, in če bo folk rekel, ne, bom počakal bus, pa mi vemo, da bus gori 2 postaje nazaj in naj gori. Prav je, da gori. In jaz ne bom čakal tega busa, ampak bom šel pač naprej peš. In isto je bilo s tako situacijo. Prišel je en fant enkrat do mene, isto iz scene, ne bi ga rad imensko omenil, ker ni vreden. In on rekel, ja, Zlatko, vse on bo to verjetno slišal, vse on to ve. Sam jaz mu skozi prek teh intervalov govorim, v redu je, živijo in to je to, ne rabimo več do konca life imeti nič. Rekel, ja, koliko me vidi polo v družbi teh kakšnih recimo ljudi, kakaj recimo pomenijo. Jaj, me je bilo tako dober, ki si ti protestiral, da se jaz nisem rabil s tem zabavati. In to je una varianta, a ti res misliš, da sem jaz toliko zabit, da jaz tebi to verjamem, a ti mene ponižuješ s tem, kaj mi to govoriš. Ti bod tih, če nimaš kaj iskrenega, pametnega zapovedati, jaz sem 18+, jaz nisem 13 let star. Lahko bi ti pomagal v križ nositi. Pa ga ni. Ne pa, da ti potem se da tako Pa on govori. me je spotikal. Pa to je njegov cilj. Ne, res, ampak jaz se smejim vsemu temu, no, ker na koncu dneva hvaležen in za dobro in za slabo. Ne bom se spremenil niti za goro karamel, to sem večkrat povedal. Tak sem, vzemi ali pusti, paše, ampak jaz v življenju ne bom nobenemu šel škodovati za nalašč. Mravlje, ko gledam, da gremo okoli nje, kaj šele človeka, soseda, oziroma nekoga, ki sploh ga ne poznam, da bi njemu zdaj šel nekaj. Ti, veš, ti pa nis, ampak ti to nisi tvoje povedala, pa ti bom jaz povedal, veš, tako da ja. Neposredno. Ali pa po vinkih. Najgori? 2 bova dala kar v nadaljevanju, v kompletu Kdo si in Ne slišim. 2 sodelovanje. Ne slišim, je to huda pesem, brutalno. Katja Korenja, Kdo si? Ne slišim je Lejre. Lejre isto je ena taka funky, mlada punca, pevka, ustvarjalka. Ful lep angelski glas, tako da ponosen na to pesem in prosim, da jaz čim manj govorim, ker potem z mojim jezikanjem včasih znam slabo vplivati na svoje delo. Moje delo je veliko bolj plemenito, kot moje jezikanje na momente. Radioaktivno. Ne slišim in Zlatko z albuma Svet je lep. Zlatko, za konec več informacij o tebi na spletu. Vidim, da si na družabnih omrežjih aktiven. Zato sem tvoj gost. ne, hecam se. Zdaj vem, da si bil na morju, da si se vsak dan se enkrat javil. Moj prijatelj mi je svetoval, ta mlajši moj prijatelj, moj kolega Brivc, ta fura te akademije, pa to pa isto neke vrste umetnik, če se mene vpraša, jaz bi to vse zaprl. Povej njegovo ime. Ja ne, Edis Osmanović, ne. Ja. Side in on je res tudi človek. Še en za preko kolpe. Res. Pa on je blizu, njega laži lahko. Jaz sem ipak iz Ljubljane, meni je malo težji. On je že blizu tam. In hotel sem povedati, da imam neko to ekipco okoli sebe, ki me res na nek način v nas spoštuje in mi želi vse dobro. In res delamo take stvari, take premike. In on je eden izmed teh, ki je rekel, lej, vem, da se ti ne dam, ampak moraš, veš. Jaz pa tako pač poslušam te mlajše od sebe, jaz nisem starokopiten, jaz sem starokopiten, sem spet nisem starokopiten tok, da ne bi razumel. Ti me sem starokopiten. Ja, nisem pa starokopiten, leto. Ja, ne, hec. Skratka, in to je v bistvu zelo zanimiv čar moje kariere. Je najlepši v tem, da je isto Edis začel rap poslušati ravno zaradi mene oziroma tega, če full style Svet je lep plate. Mihče je isto bil. In to so zdaj ljudje, kateri, ne znam, če si vi lahko to predstavljate, kako to izgleda, je kada bi zdaj Mike Tyson spremljal nekoga in pol kar pršel in bil z njim ali v ringu, ali se boril za isto stvar, ali. In to jaz mislim, da je nekaj najlepšega, kar se lahko artistu zgodi. Res, mislim, jaz to tako čutim in vidim. To je to. Tako da šarout za Edisa brez heca, ampak za Dinzota, za Mihčeta, za Urbana Maloviča, ki je bil večinski producent na plošči Svet je lep, pa za Kemo Tatul. Za Svet je lep 2, tako. Ampak za konc, ne, če sem lahko iskren, tako off the record. Če se mene vpraša, jaz bi to vse ukinul. Še dobro, da se mene ne vpraša.
Zato bomo počasi končali, ker ti na koncu bo še mene ukinil. Ne, to nikoli, ne. Mi pa smo na ti. Seveda. Mi smo na ti. Ne, super. Skratka, Boštjan, hvala za povabilo. Še enkrat moče 14. september Ljubljanske Križanke. To je pa zdaj že promocija, Madonna. Zdaj ti bom pa mogel že nakazati nekaj. Ne sprejemam. Jagenčka bomo obrnili oziroma brez heca 14.9. Ljubljanske Križanke prvič in ne zadnjič, tako da se veselim in upam, da se boš mogoče, če boš imel res čas, osebno, evo, res si dobrodošel. Koncert bo ob 8. zvečer se začel, ker vem, da je ipak razdalja kilometrina, ne? To ni problem. Ampak ne pridejo, se reče Ormožanje, ne? Ormožani vsi vabljeni lepo, ne? Pa brez orožja, prosim. Ja. Rože pa to, ampak to ostalo pa ne, palce pa to. Ne vsi pridejo, res, ko bo šel, ko ga še niso videli. 18 plus. Ja. Ne, Vsi so dobrodošli, ampak 18 plus. Še dve za konec z albuma Svet je lep 2 in sicer bosta to Niso drugi krivi in Lep je svet. Ma bolano, pa sploh ne bom nič govoril, sam rekel bom še enkrat hvala za razumevanje, za tvoje delo, cenim, spoštujem, treba je biti organiziran in se poglobiti v vsakega gosta, koliko se ti in se pravim, zdaj danes, ko sem te klical, kje točno to je, ne, a veš, takoj, ko sem prišel, kaj sem te rekel, Miha, takoj, ko smo prišli v center mesta, se rekel, zdaj že vem, kje sem, takoj se mi je odprlo. Ja, odprlo, ne. Dobro spominu ti je ostalo. Jo, ostal. Ormož imaš v pesmi. Ne, to ne. V mezincu. Ja. Ne, Ljubljana ima v mezinci. Ja, to, kar se tiče Ljubljane, bom pa tako povedal, ne. Po vrhiko. Kar se tiče Ljubljane, bom pa tako povedal, ne. Ljubljana je poznana po 3 stvareh. Tromostovju, Prešernovem spomeniku in Čordičevem domu, ki pa še ni izgrajen. To sem mislil, drugače na Cankarjev dom. Ja. Sam jaz malo rad se hecam. Ta duša naj potuje, naj živi, naj gori. To je to prepletanje. To je tako. Energy. I got energy. Čeprav pa je Cankar zelo povezan tudi z Vrhnikom, ne nazadnje je tam rojen. Dejstvo je to, da je moj dober prijatelj prvi njegov sosed. Potem imamo Marcela Štefančiča, ki je Vrhnika prav tako poznata po njemu. Vrhnika je poznata tudi po izviru reke Ljubljanice. Vrhnika je poznata tudi po odlični slaščičarni Berzo, ki je mimo grede pred kratkim dobila nagrado za najjače krofe. In Vrhnika je poznana tudi po tem, da kadarkoli grem na Primorsko, se ustavim in spijem tam kavo, ker je lepa. Upam, da se ustavi še večkrat. Na kavico, ja. Tako. Skodelico kave, če sem bolj slovnično korekten. To si naštudiral dobro, kot si že povedal, lep je svet za konec. Pa ni to vse AI. Ne. To sem znal lovil. Tega še ne dojemam. No, nekaj sem super. Niso drugi krivi in lep je svet za konec. Zlatko, hvala, da si se oglasil, da je radioaktivno ter uspešno in čim bolj delo naprej. In ob tej priložnosti bi samo še pozdravil Tino Marinšek, ki je gostja na pesmi Niso drugi krivi. Lahko si pogledate tudi video spot. Ja, to bi bilo to z moje strani. Zdaj pa, če dovolite, ne, dame in gospodje, en prijeten dan in čudovito poletje še naprej. Držite glavo gor, se veste, kaj bom rekel. Svet je lep. Če se mene vpraša, jaz bi to vse ukinul. Živijo, jaz sem Zlatko in vi poslušate Radioaktivno. Ampak če se mene vpraša, jaz bi to vse ukinul.